spoštovani gostje, dobrodošli na posvetu o možnostih in oblikah medresorskega sodelovanja pri pripravi, izvedbi in kar najboljšemu izkoristku vloge Slovenije kot častnega gosti knjižnega sejma v Frankfurtu leta 2022. Vemo, da medresorsko sodelovanje ne sodi med najbolj prepoznavne slovenske nacionalne športe. Se pravi, na tem področju lahko storimo še marsikaj in morda bo pogovor, ki bo trajal približno 60 minut k temu, pripomogel kar precejšen delež, sploh ko gre za tako pomembno prireditev, kot je gostovanje Slovenije kot častne goste knjižnega sejma v Frankfurtu. Današnji razpravljavci bodo, vas kar prosil, da seveda aplavzu občinstva pridete na mesta od leve proti desni, ampak to nima nobene zveze s politiko. Gospa Damjana Pečnik, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo. Skratka, skrajno levi sedež je vaš. Potem gospa Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Magistrica Alenka Suhadolnik, generalna direktorica za gospodarsko in javno diplomocijo pri Ministrstvu za zunanje zadeve. Magistrica Mateja Demšič, vodja oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana. Gospa Barbara Koželj Podlogar, vodja Slovenskega kulturno-informacijskega centra v Avstriji. In last but not least, da za pač tudi moške kvote zadovoljimo, dr. Dragan Matič, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport Državnega zbora Republike Slovenije. Izhodiščno besedo pa bo seveda imela direktorica Javne agencije za knjigo, gospa Renata Zamida. Izvolite. Spoštovani gospod minister, spoštovane gostje in gost in tudi seveda spoštovani moderator današnjega posveta. Na Javni agenciji za knjigo, ki je bil že leta 2014 poverjena izvedba in priprava na izvedbo tega velikega projekta Slovenija častna gostja knjižnega sejma v Frankfurtu leta 2022, smo se letos pomladi odločili, da bomo tudi zato, da sprožimo več javnih odzivov na sam ta projekt in na priprave na ta projekt, organizirali eno vrsto javnih posvetov, javnih debat, iz katerih želimo izluščiti dobre ideje, dobre pobude in na temelju teh dobrih pobud projekt tudi začeti aktivno pripravljati. Kot ste seznanjeni, smo letos februarja podpisali pogodbo o nastopu Slovenije v Frankfurtu leta 2022 in čeprav je za pripravo in izvedbo poverjena Javna agencija za knjigo in čeprav gre za mednarodni knjižni sejem, na katerem se bomo predstavljali, je to sejem in platforma in okolje, ki ponuja seveda bistveno več kot samo promocijo knjige, literature, tudi več kot zgolj platforma za kulturo je. In ravno zato se nam je zdel en tak posvet med različnimi resorji nujen, tudi z vidika, da imamo za seboj eno tako dveletno pripravljalno obdobje, v času katerega je obstajal en tak pripravljalni odbor, ki je bil tudi medresorsko zasnovan, ampak kjer se je pa, kot se pogosto pri teh medresorskih odborih pokazalo, da nismo prišli do nekih konkretnih odzivov, do nekih konkretnih rezultatov, do nekih konkretnih zavez ali pobud strani tudi drugih resorjev. Kar bi si jaz osebno tudi želela je, da na podlagi tudi te današnje razprave, pa tudi v prihajajočem obdobju priprav, ki so pred nami, morda vseeno vsak resor glede na ta projekt, ki ga pripravljamo, zase opredeli ene cilje, ki bi jih želel skozi projekt Slovenija častne gostje uresničiti ali pa nekako načeti, razviti, da v skladu s temi cilji, ki jih bo vsak resor zase definiral, tudi predlaga projekte, skozi katere bi se ti cilji lahko dosegali in da skupaj stremimo potem k čim boljši, čim širši realizaciji teh projektov, da bomo lahko
konec koncev tudi po izvedbi projekta in to ni zanemarljivo, učinke, ki jih je imel, tudi ustrezno izmerili. Tako da jaz si želim, da bi začeli tudi čim bolj intenzivno sodelovati z drugimi resorji, ob teh, s katerimi smo že po naravi našega dela tesneje povezani. Naj izpostavim tukaj Slovensko turistično organizacijo, s katero že zadnji 2 leti zelo dobro sodelujemo tudi pri izvedbi knjižnih sejmov v tujini in kjer je tudi Slovenska turistična organizacija sama, mislim, da v tem času ugotovila, da nekaj je nagovarjanje strank na sejmih, ki so namenjeni prikazovanju turističnih produktov, nekaj drugega je pa nagovarjanje obiskovalcev mednarodnih knjižnih sejmov, ki pa so zagotovo eni izmed tistih tudi turistov, ki si jih pri nas v Sloveniji kot 5-zvezdični destinaciji, kot jo oglašujemo, želijo. Prav tako mislim, da na precej dobri ravni sodelujemo tudi z Ministrstvom za zunanje zadeve, s sektorjem za javno diplomacijo, kjer pa menim, da je še veliko rezerv, zagotovo pa je za panogo, knjižno panogo, mogoče v prihodnjem obdobju ključno večje vključevanje resorja gospodarstva. Konec koncev je to tudi panoga, ki je gospodarska panoga, pa tudi z Ministrstvom za kulturo. Mislim, da skupaj že razvijamo različne projekte na različnih ravneh, bodisi vezanih na kulturno dediščino ali pa na druge kulturne zvrsti, ki bodo lahko ta program obogatile. Prav tako pa pri tem projektu ne gre zapostaviti mesta Ljubljana, ki je UNESCO-ovo mesto literature in se je z projekti, kot so Svetovna prestolnica knjige, tudi na tem področju že izkazalo, ki tudi skozi to svojo organizacijo mesta literature zelo proaktivno sodeluje pri pobudah, ki jih imamo glede programov in projektov, ki bi jih želeli izvajati v tujini, zato se mi zdi smiselno tudi mesto Ljubljana čim bolj povezati v ta projekt. Jaz si želim tudi danes tekom te debate čim več dobrih predlogov, ki si jih bomo seveda zapisovali in se še enkrat zahvaljujem za vašo udeležbo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Zamide. Seveda boste ob koncu razprave tudi vi vabljeni k sodelovanju, bodisi s predlogi, bodisi z morebitnimi komentarji na to, kar bomo slišali. Zdaj vemo, osnova vsega je forma, se pravi oblika, v katero bi uspešno spravili neko vsebino. Tako da začnimo s formo, ko gre za medresorsko usklajevanje, ko gre za sodelovanje več različnih elementov. Zdaj za nalašč ne bomo uporabili eno besedo, ki se v zadnjih letih v Sloveniji zelo izkorišča, to je deležniki, nekaj novega in precej nenavadnega. Skratka, gospod Matić, če začenjamo gentleman first, kot predsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport Državnega zbora Republike Slovenije, kje so po vašem mnenju še, recimo temu, rezerve ali dodatne možnosti v bolj usklajenem delovanju različnih elementov oziroma resorjev? Kakšno organizacijsko obliko, glede na vaše poznavanje politike v zadnjih letih, pričakujete, da bi lahko v tem konkretnem primeru Frankfurta 2022 uresničili? Ja, hvala za vprašanje, ki seveda ni prav zelo lahko, tudi po mojih Zato sem ga tudi zastavil, seveda. Ja. Tudi po mojih osebnih izkušnjah, kar jih imamo v teh 4 letih v parlamentu, je stvar glede sodelovanja v smislu nekih medresorskih skupin zelo težka. Kljub temu, da smo tudi recimo v konkretnem primeru imeli dvojno sejo odbora za kulturo in gospodarstvo in je bilo tam priporočeno vladi, da naj se neka delovna skupina pač začne sestajati, vsega skupaj do zdaj nažalost ni bilo nič. Tako da same te medresorske delovne skupine so tako, da se ljudje pač tudi dobijo na vsake toliko časa, potem se ljudje malo zamenjajo, ne prihajajo isti, zapisniki se izgubljajo in te stvari, če niso kontinuirane, niso dobre. Verjetno bi bilo fajn razmišljati o tem, da bi, če že resorji resno mislijo za določeno število dni, vsaj na teden odstopili uslužbenca, da bi bil tukaj pri javni agenciji za knjigo in bi lahko sodeloval tvorno že na licu mesta samem. Rad bi pa še eno stvar opozoril, ko sem ravno pri besedi, ne gre samo po mojem mnenju za medresorsko sodelovanje, potrebno je to zastaviti tudi širše.
Najmanj, kar bi jaz tukaj predlagal, je tudi sodelovanje z oddelkom za germanistiko, ko govorimo o nemško-slovenskih odnosih na literarnem področju, imamo tam zelo dosti strokovnjakov in tukaj jaz mislim, da je to treba nekoliko širše zastaviti, ne samo po ministrstvih, ampak imamo znanje in potencijale še veliko druge. Gospa Koželj Podlogar, zdaj, glede na to, da delujete na Dunaju, nam lahko z recimo Dunajskega zornega kota ali pa recimo tudi to, kar so vaše izkušnje pri nekih medresorskih oblikah sodelovanja, lahko predlagate oziroma predstavite vaš pogled na to, kakšno organizacijsko obliko bi bilo najbolj smiselno v tem primeru imeti pri nas? Ja, torej jaz bi najprej v začetku zelo pohvalila to idejo o teh posvetih, kjer dejansko je treba evidentirati vse manjke, vse poglede na ta velik projekt, ki mislim, saj sama sem nekdaj delala na knjigi in potem tudi na nekaterih drugih področjih, da se v Slovenijo mnogi ne zavedajo, za kakšen projekt gre. Torej sodeluje 75 držav, akreditiranih je okrog 120 novinarskih agencij, 278 tisoč obiskovalcev, 4150 dogodkov. In seveda prvo pomembna je organizacija. Če mislimo, da bo tako velik projekt, ki je pomemben ne samo z vidika vidnosti literature, temveč tudi naše države, to je političen projekt, dovolj samo morda 5 ljudi na javni agenciji za knjigo, se seveda motimo. Samo za primer, ravno potekajo na Dunaju znani Wiener Festwochen, potekajo nekaj več kot 4 tedne, njihov budžet je 12 milijonov, za te dogodke trdo dela 50 ljudi celo leto, sedaj pa več tisoč. Mi imamo sedaj edinstveno priložnost, da se seveda predstavimo na tako velikem svetovno pomembnem sejmu. Seveda je izjemno pomembno, da pač pri nas v Sloveniji je poznana oblika tega medresorskega sodelovanja, da vlada pač imenuje svoje predstavnike, izkušnje na tem področju imamo, konec koncev tudi Expo je bil nekako uspešen, tudi druge stvari in seveda nekoga, ki to koordinira. Tako kot sem prej že rekla, to je seveda političen dogodek. Zato seveda bo verjetno gospa Alenka Suhadolnik več povedala, kar sem jaz prebrala vsaj v nemško govorečem področju, časopisih, torej dobijo se vidnejši politiki na različne pomembne teme, ampak seveda, zato je ta oblika seveda edina, ki obstaja in treba je resno vzeti. In pa seveda v Sloveniji zavedanje, za kako velik dogodek gre, jaz bi si seveda želela tudi, da je kultura pomembna, tu nam seveda malo manjka te mogoče zgodovine naše demokracije, ker Dunaja recimo ne bi bilo, če ne bi kulturni turizem zares živel. In mislim, da je to prava oblika in vedno znova tisti, ki ste in ki vem, da delate v prid kulture, vedno znova tudi druge poslance, nič narobe, niso z tega področja, jih pač poučevati, zakaj gre, kako je to za Slovenijo pomembno in pri tem vztrajati. Hvala lepa. Gospod Demšič iz Ljubljane, zdaj, kaj se lahko naučimo od ljubljanskih izkušenj pri recimo temu medresorskem sodelovanju? Kako je z medresorskim sodelovanjem konkretno v vaši mestni občini? Dobar dan, najprej hvala agenciji za povabilo. Pri nas je že, ne bom rekla, da je navodilo, ampak skoraj da samoumevno, da takrat, ko se mesto kjerkoli predstavlja, da sodelujejo vsi oddelki, javna podjetja in javni zavodi. Tako, ko spremljamo predstavitve Turizma Ljubljana po različnih sejmih v Evropi in izven nje, gre za celovito predstavitev, se pravi, poudarjamo sicer kulturni turizem, ampak s tem hkrati napovedujemo dogodke, ki se imajo zgoditi. Letos se na primer že napoveduje bienale, grafični bienale naslednje leto. Skratka, v to predstavitev Ljubljane kot mesta, ki je prijetno, lepo, prijazno, zeleno, varno, vključujemo kulturo kot integralni del. Jaz mislim, da je gospa Podlogarjeva danes nam dala
zelo dobro istočnico za to, da se vsi doma zavedamo, kako zelo pomemben in hkrati tudi političen projekt je to. Tukaj imamo dve gospe Podlogar, tako da bo treba moja predhodnica, gre predvsem za to, da moja zadrega je, da nisem sigurna, če je trenutno v tej državi popolnoma jasno, kako zelo pomemben uspeh je to in kako zelo pomemben projekt je to. Ne samo za Slovenijo kot tako, ampak za avtorje in avtorice z področja literarnega ustvarjanja in vseh poklicev, ki so s tem povezani. Skratka, Ljubljana, takrat, ko se predstavlja, vključuje v svoje predstavitve neposredno vse javne zavode z področja kulture in hkrati, takrat, ko je dogodek na sporedu, se pravi, zdaj spet jemljem bienale, ker je nam najbližji naslednje leto, se takrat grafični bienale tudi sam predstavi znotraj predstavitve Ljubljane. In Slovenska turistična organizacija mislim, da je že vzela oziroma zelo podobno ravna, takrat, ko vzame pomembne dogodke, ki so na nek način neka identifikacija z državo, da jih predstavi tudi na svojih sejmih oziroma tam, kjer se udeležujejo. Pomembno je pa pač to, da turizem ni več klasično potovanje, ampak je potovanje z neko dodano vrednostjo in vsi tukaj si želimo, da bi ta dodana vrednost bila pač kulturna predstavitev. Hkrati pa mislim, da smo se mi tukaj sami kot Ljubljana, kot mesto naučili pa precej z prijetjem naziva UNESCO-ovo mesto literature, ki je stalni naziv. Takrat, ko smo ga prijeli, nas je bilo 22 na svetu. To so pa stvari, ki so nam popolnoma na novo odprla obzorja in naj povem, da verjetno, da je tudi naša želja, to niso, ne bom rekla, da sanjamo, ampak je dolgoročna želja, da tako kot naše partnersko mesto Barcelona, da se mora biti tudi Ljubljana kot mesto literature v UNESCO-vi mreži kreativnih mest predstavi v sklopu seveda slovenske predstavitve tudi sama z svojim ustvarjanjem. Magistrica Suhadolnik, če gremo zdaj na gospodarsko in javno diplomacijo, za katero ste zadolženi na Ministrstvu za zunanje zadeve, glede na vaše izkušnje, kako je recimo potekalo medresorsko sodelovanje pri projektih, ki so bili tudi že omenjeni, recimo Expo ali pa recimo kakšne druge večje predstavitve Slovenije, na vse zadnje recimo tudi na področju športa in pa seveda zlasti kulture? Lahko rečem, da pravzaprav sodelovanje ne poteka tako slabo, predvsem dobro poteka z Ministrstvom za gospodarstvo, gospodarski razvoj in tehnologijo, kar je seveda logično. Seveda pa je pomembno, in s tem se strinjam, to, kar je izpostavil gospod Matič, in sicer, da je pri tem pomembno, da se skupine, ekipe, medresorske skupine redno dobivajo in jemljajo to kot operativne sestanke. Tako smo recimo to naredili v zadnjem času z Svetom za internacionalizacijo, ki je iz nekega letnega foruma postal pravzaprav en operativni mehanizem. Kar se pa tiče pomena, to, kar je kolegica Barbara Koželj Podlogar izpostavila in pomena za pravzaprav postavitev Slovenije na svetovni zemljevid in pomen Frankfurtskega sejma, zato pa naj rečem, da sem jaz dobila kar nekaj čestitk, sicer nezasluženih, čestitke grejo vam, predvsem ob imenovanju oziroma povabilu, formalnem povabilu Slovenije kot častne gostje Frankfurtskega sejma in to iz svojih preteklih življenj ali pa tam, kjer sem v preteklosti delala. Tako da lahko kar naštejem iz New Yorka, iz Londona, Dunaja in enako iz Tel Aviva, ker vsi nekako razumejo, tako kolegi na zunanjih ministrstvih, ki se ukvarjajo s tem področjem, kot tisti, ki se ukvarjajo s poljem književnosti, nekako razumejo pomen predstavitve na Frankfurtu. Gospa Eva Štravs Podlogar, se pravi Podlogar 2 oziroma 1, ko bomo o tem šli spet v obratnem vrstnem redu. Slišali smo, se pravi, recimo med MZZ-jem, se pravi Ministrstvom za zunanje zadeve in vašim ministrstvom, je to medresorsko sodelovanje že bolj tradicionalno, kljub vsemu recimo glede tudi na vaše dolgoletne izkušnje iz turizma. Zdaj, kakšno obliko bi vi predlagali pri nekem zelo jasnem, učinkovitem povezovanju za Frankfurt 2022? Ja, jaz vsekakor bi predlagala medresorsko delovno skupino, s tem, da medresorsko, trenutno imamo 12 ministrstev, pa 2 urada in se strinjam, da bi skoraj zelo velikih ministrstev morali biti.
In verjetno bi bila ta skupina vseeno bolj učinkovita, glede na to, da bi imela zelo jasen cilj, da ni skupina samo po sebi, ampak je skupina za učinkovito nastop in promocijo na Frankfurtskem sejmu 22. Mislim, da bi bilo prav, da se čim prej določi pač uradnike, ki jasno, da bodo lahko to spremljali še naprej, ampak morda tudi v nadaljevanju potem predstavnike politike, ki bodo to tudi spremljali in bedeli nad tem dogodkom, glede na to, da je oktobra pred nami res Frankfurtski knjižni sejem, da ga marsikdo med nami še ni obiskal in da sem prepričana, da ko bodo ljudje iz zelo različnih področji, eni športa, gospodarstva, turizma, ne seveda samo kulture in iz knjižnega področja, da bomo zelo na različen način dojeli, kaj vse bi pa lahko Slovenija to nadgradila iz oblikovalskega, dizajnerskega. Zdaj sem pogledala, da naprimer na predstavitvi letošnje Gruzije, mislim, da je tudi na uvodni predstavitvi dizajner oziroma oblikovalec paviljona. Torej, zelo širok sklop se mi zdi ljudi iz različnih ministrstev, bi bilo prav, da sodeluje v delovni skupini, pa z zelo jasnim fokusom. In še gospa Pečnik, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo. Zdaj, kakšen je pa, se opravičujem, pač ne slovenski besedi, know-how konkretno na vašem ministrstvu in pa seveda tudi izkušnje glede projektov, ki seveda presegajo samo ta kulturni moment. Recimo, s kakšnim izhodiščem prihaja ministrstvo v to obdobje, ko bo treba zelo konkretizirati priprave in izvedbo slovenske predstavitve v Frankfurtu? Hvala lepa. Jaz mislim, da je Ministrstvo za kulturo skupaj z Javno agencijo za knjigo pač zelo uspešno pripeljalo projekt do tega, da Slovenija je država gostja. In da trenutno smo na točki in prav zato so ti posveti, tako kot so že kolegice in kolega omenili, zelo koristni, da Slovenija ne bo samo soseda na oblaku, tukaj je bil naš slogan za predstavitev Slovenije oziroma kot neko gradivo, ki Slovenijo predstavlja, ampak da pridemo k konkretnim ciljem, da Slovenija dejansko bo tista država, ki bo pustila pečat s predstavitvijo leta 2022. In moje osebno mnenje je, da bi iz tega razloga morala biti seveda delovna skupina imenovana, ampak to ne iz ministrstva katerega koli, ampak da bi morala biti v kabinetu predsednika vlade oseba, ki bi ta pomemben projekt koordinirala navzdol. Ker na ta način bomo verjetno zagotovili resno sodelovanje vseh resorjev, ki se mogoče zaradi tega, ker pač ne poznajo pomembnosti projekta, v katerega vstopamo, nekako bolj resno sodelovanje. Tako da jaz menim, da je zelo pomembno, da verjamem, da bo tudi nova vlada prepoznala pomembnost tega projekta in da bo v kabinetu predsednika vlade se našla oseba, ki bo navzdol koordinirala po resorjih in po vseh zainteresiranih ministrstvih in drugih službah nekako resno ta projekt in ga pripeljala do uspešnega zaključka z konkretnim dogodkom leta 2022. Zdaj, mogoče se letnica 2022 sliši nekoliko odmaknjeno, ampak pravzaprav je že malo pozno, če smo se včeraj začeli pogovarjati o tem, kako bomo ta projekt izpeljali. Tako da vse čestitke Jaku, ki je projekt pripeljal do te točke in seveda pred nami je mnogo dela za vse nas, za vse resorje. Tukaj smo mogoče 3 resorje, ki smo najbolj v fokusu, bomo rekli, ampak za celotno zgodbo bi morala stati celotna Slovenija, tako iz gospodarskega, kot z turističnega, kot seveda z kulturnega vidika. Jaz mislim, da bo Frankfurt odpiral tudi nove meje kulturi nasplošno, ker bo to možnost, da se Slovenija predstavlja svojo raznoliko kulturo, od filma, pač moderne sodobne umetnosti do intermedijske umetnosti, skratka odpira se nam eno zelo široko področje, ki verjamem, da ga bomo skupaj uspeli izkoristiti. Konec koncev letošnje Evropsko leto kulturne dediščine je neke vrste mala generalka o tem, kako sodelujemo med seboj in kje so v bistvu tiste šibke točke, ki jih moramo še dograditi. In ena velika prelomnica bo tudi leto 2021, ko bo Slovenija spet predsedovala.
in verjamem, da bomo skozi vse te korake prišli do ene zelo dobre predstavitve Slovenije na Frankfurtskem sejmu in vsem toplo priporočam obisk tega sejma in verjetno je ta pobuda, da se širša vladna delegacija udeleži tega sejma in se zave potencialov, ki jih ta sejem ima ne samo za področje založništva, področje knjige, ampak za celotno slovensko kulturo oziroma predstavitev. Mislim, da bi bilo to zelo koristno. Najlepša hvala. Zdaj, če mi dovolite, da povzamem, skratka, nedvomno je, da Slovenija potrebuje seveda ustrezno medresorsko komisijo, ki naj ima čim bolj konkretne cilje v kabinetu predsednika ali predsednice vlade, kdorkoli to že bo, naj bo zagotovo en gospod ali gospa Frankfurter, ki se bo pač ukvarjal z Frankfurtom 2022, ker bo to ravno nekje ob koncu mandata pač te nove prihajajoče vlade in to, kar ste seveda tudi rekli, povezavo z drugimi projekti, ki bodo, omenili ste predsedovanje Slovenije v drugi polovici leta 2021, ko prevzame, kar je zelo zanimivo, Slovenija predsedovanje od Nemčije in ga potem leta 2022 preda naprej Franciji, kar je v bistvu simbolno, kar zelo zanimivo. In če gremo zdaj od vas, gospa Pečnik, nazaj proti gospodu Matiču, zdaj, kako pa si predstavljate, da bi lahko ta projekt Frankfurt 2022 povezali z drugimi potencialno tudi medresorskimi projekti, s katerimi se bo slovenska vlada, politika nasploh in seveda javnost tudi srečevala. Spravi, kako recimo povezati Frankfurt 2022 s predsedovanjem Slovenije Evropske unije 2021? Gospa Pečnik, če lahko še. Gospa Podlogar 1, pride še na vrsto. Ja, jaz mislim, da je predsedovanje ena taka dobra priložnost, da politično utremo pot knjigi in predstavitvi Slovenije na knjižnem sejmu. Glede na to, da so se aktivnosti za predsedovanje že začele, je verjetno smiselno, da v te aktivnosti se čim prej ali so že tudi določene aktivnosti vključene tudi v zvezi z predstavitvijo Slovenije na Frankfurtskem sejmu. Tako da tukaj je kar nekaj možnosti, kar se tiče sodelovanja z Ministrstvom za gospodarstvo, je ministrstvo razglasilo letošnje leto in naslednje leto za letje kulturnega turizma in tudi to je že neke vrste predhodnica tega, kar želimo doseči z predstavitvijo Slovenije v Frankfurtu oziroma na knjižnem sejmu. Tako da v bistvu verjetno je smiselno, da se vsi programi, glede na to, da Slovenija nima ravno denarja na odmet, fokusirajo skozi programe javnih zavodov, s tem, da se poziva javne zavode, da že danes vzpostavijo kontakte, predvsem javni zavodi z področja kulture, ker pravzaprav verjetno bo kolegica Barbara Koželj Podlogar bolj razložila, hiše v Evropi, tako v Avstriji kot Nemčiji, imajo že danes polne termine za leto 2021. Tako da je v bistvu včeraj bil pravi trenutek za dogovore o tem, kaj bomo Slovenci ponudili drugim evropskim hišam z področja kulture kot gostovanje in predstavitev slovenske kulture. Gospa Štravs Podlogar, projekti recimo drugi, ki bi se lahko povezali z Frankfurtom 2022. Ja, jaz, glede na to, da je turizem izredno širok in medresorski, že tukaj še nekaj širše razmišljam. Torej, do leta 2022 imamo še predstavitev Expo 2020. Ne glede, kakšna bo sama ideja predstavitve Expa, bi sigurno morala ta informacija, da smo pa država partner tudi na knjižnem sejmu v Frankfurtu 2022, to sporočilo moralo biti predano. Ravno tako so bile že podpisane zaveze oziroma pismo o nameri o slovenskih hišah, tako na poletni olimpijski igri v Tokiju, kot na zimski olimpijskih igrah v Pekingu. Zopet, tudi tukaj bi moralo biti to sporočilo in to povezovanje jasno dano.
na ministrstvu skupaj z STO-jem tudi oziroma smo že pripravili kandidaturo za leto 2021, ko bo Slovenija gastronomska destinacija Evrope. Torej prvič bo to celotna država, smo edini kandidati, tako da verjetno pač ni dvoma, da bomo tudi dobili. In še ob zavedanju, kako so kuharske knjige tudi en pomemben del, tako v poslovnem smislu predvsem, kot pa seveda tudi drugače. Torej, že zdaj sem naštela 6 področji, tudi izven strogo samo kulturnega dela. In da ne omenjam pa številnih vsakoletnih predstavitev, ki jih ima STO, kjer je jasno, da bo to sporočilo skupaj z ostalimi seveda tudi zelo prepoznano in utemeljeno. Kar seveda pomeni, ne, da se je treba zelo hitro tudi odločiti glede konkretne vsebine in osnovnih sporočil slovenske predstavitve v Frankfurtu. Gospa Suhadolnik, zdaj, glede na to, da ste tudi vi omenili predsedovanje Evropski uniji in da v bistvu aktivnosti že potekajo, je znotraj teh aktivnosti še ali že prostor tudi za Slovenijo kot neko kulturno destinacijo oziroma deželo kulture? Zdaj, kakšne bi lahko ali bi recimo konkretno lahko prioritete in sporočila evropskega predsedovanja 2021 bile neposredno povezane s kulturo in recimo tudi slovensko knjigo? Jaz sem to seveda prepričana. Lahko se samo spomnimo našega predsedovanja v letu 2008, ko je pravzaprav bila Slovenija tista, ki je uvedla tako imenovane zunanje odnose v kulturi. V zvezi s tem je bila sprejeta tako imenovana Ljubljanska deklaracija in organizirana velika konferenca. In to je seveda zdaj del gradiva oziroma Evropske unije. Ko pa govorimo o velikih projektih, s katerimi lahko Frankfurt povežemo, naj rečem, več ali manj ste kolegici že našteli. Hkrati pa jaz vedno prisegam na konstantno delo, tudi z manjšimi koraki. Na tem mestu naj spomnim, da imamo skupaj z Ministrstvom za kulturo, upravljamo s tako imenovanim kulturnim skladom. Kulturni sklad je namenjen promociji odličnosti slovenskega ustvarjanja, slovenske kulture in recimo v lanskem letu je bilo organiziranih 161 dogodkov po svetu, leto pred tem 160. Hkrati imamo na zunanjem ministrstvu drug instrument, ki se kliče projektni gospodarski sklad, s katerim je seveda predstavljamo slovenska inovativna podjetja oziroma slovensko gospodarstvo. Tukaj v povprečju organiziramo od 90 do 100 projektov letno. Kaj hočem povedati? Da je prvo, kar se mi zdi, govorili smo o medresorskem sodelovanju ali širšem sodelovanju, ampak mislim, da je prvo, da si moramo postaviti jasne cilje. Nedolgo tega sem jasne cilje, kaj hočemo z našim nastopom na Frankfurtu pravzaprav doseči. Jaz sem imela priliko nedolgo nazaj, da sem govorila z direktorjem nizozemske in flamske predstavitve na Frankfurtskem sejmu. Oni so imeli recimo 4 cilje in mislim, da se jih lahko kar držimo. Prvi cilj je bil, da se poveča število prevodov v nemški jezik. Tako se je recimo povečalo od 80 do 90 letno na 314 v letu 2016. Potem je ne samo število prevodov v nemški jezik, ampak v druge jezike. 2, da se predstavi nova generacija njihovih pisateljev, najbrž je tudi nam to v interesu. 3, da se pokaže knjigotrška industrija kot inovativna industrija, ki je potrebna promoviranja in naša, skratka Gorenjski tisk in podobno, so seveda svetovno znane institucije, ki delajo pravzaprav najbolj zahtevna tiskarska dela. In 4, da se dejansko literatura pokaže samo kot del, rečemo temu, naše nacionalne kulturne pokrajine. In to je dobra prilika, da se pokaže skratka druge discipline, film, to je bilo že omenjeno, arhitektura, glasba, kreativne industrije. In mislim, da je prvo, kar mora biti sama oblika, je seveda pomembna, predvsem pa je važno, da čim prej določimo svoje nacionalne cilje. O tem mogoče malce več v zadnjem delu pogovora. Gospa Demšič, kje še vidite možnost neke vrste, tudi ena zelo popularna beseda, sinergije drugih dogodkov z Frankfurtom 2022?
Jaz se bom samo za trenutek vrnila nazaj k predsedovanju. Predsedovanje je že povezano z enim največjim glasbenih dogodkov tega leta, se pravi z Evropo Cantat, kamor je mesto Ljubljana pristopilo k organizaciji, začenja prav v času predsedovanja in to je največje zborovsko srečanje v Evropi, ki hkrati pomeni prisotnost vseh največjih in najboljših zborov stare celine. Tu, kjer še vidim ne rezervo, ampak nekaj, kar mora biti zdajle še nismo omenili. Pri promociji tako frankfurtskega sejma, pa potem obratno, leta 2022 bomo v tej državi že vedeli, kdo bo naslednja Evropska prestolnica kulture, leta 2025, ki po naključju ali ne, je na vrsti Slovenija skupaj z Nemčijo. Takrat bo frankfurtski sejem lahko odskočna deska za dobro promocijo tega izbranega mesta tudi v tujini oziroma širši evropski in svetovni javnosti. Hkrati pa kar pa pot do Frankfurta, pa seveda jaz bom govorila zdaj stališče Ljubljane, je pa gotovo literatura in promoviranje UNESCO-ve mreže kreativnih mest, seveda tistih, ki so povezana neposredno z literaturo. To pomeni, to je že zdaj naša izkušnja, mi smo, odkar smo članica, oziroma vemo, da je veliko naših avtorjev in avtoric, prevajalcev, prevajalk, piscev, že dobilo rezidence v enem od teh 28 mest oziroma 27 mest in obratno. Ljubljana zato načrtno odpira rezidence, pravkar kmalu bo zaključen razpis za prvo rezidenco pisateljsko v Švicariji, 2 na leto bomo izvedli, prav tako je Ljubljana članica mreže Eichhorn, mreže, ki gosti preganjanje pisatelji. Mislim, da je to moment, ki je na frankfurtskem sejmu kot predstavitvena točka eden prav tako pomembnih. In ne nazadnje, mesto Ljubljana za prenovo palače Cukrarna odpira še eno točko v mestu, ki bo namenjena izključno in samo literaturi in še prej Vodnikova domačija, ki upravlja tudi z našim nazivom, je prostor, ki upravlja sicer nevladna organizacija, ampak stičišče, ki je pokazalo, da lahko na področju literaturi, če tudi niste v centru mesta, napolnite s publiko in bogatite literarno življenje in tiste, ki jih to zanima v mestu. Mislim, da so to primeri dobrih praks, ki jih lahko na nek način predstavljamo tudi potem na takšnem sejmu, kot je Frankfurt. Gospa Koželj Podlogar, spet vaš pogled na določene možne povezave Frankfurta 2022 in Slovenije z drugimi ali že obstoječimi ali prihodnimi projekti. Jaz seveda v preteklih, mislim na frankfurtskem sejmu, to je tudi prostor idej in svetovnih pogledov. Torej ne odvija se samo predstavitve knjig, odvijajo se tako imenovani modri fotelji, kjer seveda filozofi, mnenjski voditelji, novinarji razpravljajo o aktualnih temah. Če se še 5 let nazaj morda večinoma razpravljalo o tem, o obstanku pač fizične papirnate knjige, se seveda zadnja leta razpravlja predvsem o zelo aktualnih problematikah, o migrantih, o medkulturnem dialogu, o desničarstvu, o populizmu in tako naprej. Skratka, te naslovi, ki seveda polnijo tudi svetovne medije. Skratka, vse to, kar imamo tudi doma, ne? Ja, sej pač potem ni nič drugače, ne? Seveda se mi zdi zelo pomembno vsako predsedovanje izpostavi neko temo tudi na področju kulture. Torej, kot je bilo že rečeno, smo takrat začeli z kulturo v zunanjih odnosih, tudi medkulturni dialog je bila ena glavnih tem. Glede na to, da sem pa po zaključku lanskega frankfurtskega sejma v enem od nemških medijev prebrala, da seveda zdaj je bila v Francija glavna gostja, torej velika država, torej naslednje leto pa prihaja ena majhna država, pa najbrž ne bo tako vidno, se sama sprašujem, da če ni morda čas, da se začnemo zopet spraševati, kaj je z majhnimi jeziki, kaj je z majhnimi literaturami, ne? Ker vsi vemo, da imamo včasih zelo težko delo na vseh področjih umetnosti, predstaviti nekaj, kar je absolutno enakovredno dobro, pa seveda, ker smo majhni, ker je naš prostor mogoče tudi z jezikom omejen, je ta naša naloga velikokrat veliko težja.
Zdaj, tako kot je bilo tudi že rečeno, ni prehitro, to je zadnji vlak, da začnemo, tako kot je bilo povedano. Jaz imam izjemne težave, doskrat, ko dobim seveda zelo dobre predloge iz Slovenije, kaj kje predstaviti, večji muzej, ker seveda skica dela na tej profesionalni ravni, da povezuje seveda najbolj torej naše nacionalne in avstrijske nacionalne javne zavode, pa tudi nevladnike, skratka najbolj kvalitetne projekte, da so seveda na avstrijski sceni zato zainteresirani za sodelovanja, ampak ne gre 5 mesecev prej. Treba je sedaj začeti se pogovarjati, sodelovati in tudi sem zato, da kjerkoli je možno, torej imamo mnoga veleposlaništva, ki so tako ekipirana, da seveda zmorejo in znajo povezovati in tudi dobre projekte predstavljati. Tako da ta promocija naj ne bo omejena samo na nemško govoreči prostor, ampak tam, kjer se to da. Idealno bi seveda bilo, da bi končno dobili tudi Nobelovo nagrado, to je tudi nekaj tisti dogodek, ki, če bi bilo to v tistem letu, bi seveda bilo to idealno. Zdaj, za literaturo letos se zagotovo ne bo govorim šlo, o naprej, letos pač je situacija takšna, kot je. Groteskna, ampak mi pač moramo malo več delati na tem, tudi dolgoročno, ne. Tako da tukaj vidim pač priložnosti. No. Ja, ali pa infiltrirati naše ljudi v novo ustanovljeni odbor v Štokholmu. Absolutno, nič ni nemogoče. Ja. Doktor Matič, da z vami zaključimo ta del, kje vi vidite še potencialne možnosti za recimo temu, zdaj bom zelo ekonomističen, dodano vrednost frankfurtskega nastopa Slovenije v povezavi z drugimi možnostmi, ki jih imamo. Ja, če gledamo z celostnega vidika, potem bo verjetno pričakovati, če mogoče, ki ne vem, se upravičujem, neko idejno zasnovo projekta celostne predstavitve Slovenije v Frankfurtu, kjer bo pač ta koncept postavljen in potem bo veliko lažje postavljati neke konkretne vsebine noter. Ne vem, ker gre tudi za konec koncev politična sporočila. Ko sem gledal Gruzijo, njihov predstavitveni film, so imeli pač tisto svojo abecedo, ki je svojevrstna, zraven so imeli besede, ki so jih povezovali s kulturo, z njihovo narodno samobitnostjo in na 2 mestih ali 3 so omenili, da ta ali oni ples oziroma ta ali ona znamenitost je pa na ozemlju, ki je okupirano strani Rusije. Zdaj, kaj želimo mi kot Slovenci povedati svetu? Po eni strani lahko sporočamo, da smo stoletja bili povezani z nemško kulturo, do 1918 smo bili del nemško govorečega področja stališča kulture. In če samo omenim, slovensko založništvo se je začelo v Nemčiji, Primož Trubar je bil slovenski založnik, ki je prvi začel. Če gremo gledati, do 19. stoletja so bili skoraj vsi založniki Nemci, Janez Weikart-Walvazor, Janez Krstnik-Mayer, Ignaz Alois Kleinmeier, Friedrich Heger, Bernbacher, Promberger, Hernig, Horn, Raab, sami Nemci. To se pravi, nekaj nas veže v nek ta skupen kulturni prostor, na drugi strani imamo seveda tudi do 19. stoletja Anastasiusa Grina, znamenitega nemškega poeta, prijatelja Franceta Prešerna. Nazadnje imamo tudi kulturne ustanove, ki so v Ljubljani iz časa Nemcev in so nemške, pravzaprav po svojem izvoru Kazina, Drama, Filharmonija, to so stavbe, ki smo jih nasledili. Konec koncev bi bilo dobro to povezati s tem prehodom v nek drug kulturni prostor od 1918 do 1991, to je pač jugoslovanski prostor, ki je še zmeraj po velikem delu še zmeraj živ. Tam imamo celo skupino držav, ki čakajo na vstop v Evropsko unijo, integracija gre ravno preko kulture. To se pravi, da tukaj ta most, ki ga lahko Slovenija še zmeraj v kulturnem prostoru predstavlja, to bi mogoče bilo nekaj, kar bi lahko seveda izpostavili. Ko gre pa za konkretne projekte, pa seveda povezovanje med literaturo, kulturno dediščino, filmsko industrijo, je treba videti potem, ko bomo imeli to celostno zasnovo, kam se da to umestiti, naprimer samo kot preblisk, če govorimo o teh povezavah, znamenit roman Draga Jančarja, to noč sem jo videl, ki se dogaja na gradu Strmol. Zdaj me zanima, če je tam možno kakšne tematske večere uprizarjati, če je možno film posnet na podlagi tega romana in na ta način tudi ta kulturni turizem spodbujati. Vse to so zadeve, ki so lahko pripravljene, ampak kot rečeno, zadnji vlaki, oziroma kot je rekla gospa Pečnik včeraj, je bil najboljši moment za te zadeve. Skratka, letalo za Frankfurt, ki bo letelo 4 leta, nanj se že zdaj ukrcavamo, ne? Tako da ne smemo
ne smemo zamuditi. Zdaj bom na koncu za zadnje vprašanje bom ostal, zato da malce povečam pritisk na dinamiko, čeprav tle, dr. Matič, ne, mislim, možnosti je neizmerno, ne, konec koncev smo praslovenci, začetniki nemške avtomobilske industrije, glede na pač to leseno kolo, ki so ga na Barju našli pred 5200 leti, pa konec koncev, ne, Nemci so dali ime neandertalcem in naši neandertalci so izumili glasbo. Tako da mislim, tukaj je izhodišč za pogovor zelo veliko, ampak če gremo zdaj k zadnjemu vprašanju, zelo konkretnemu, preden seveda damo tudi možnost za vprašanje iz občinstva, kaj pa je tisti en konkreten projekt, cilj na vašem delovnem področju, ki bi ga lahko za leto 2022, ne lahko, ampak morali realizirati v dobrobit seveda Slovenije kot take, pa začenjamo z vami, gospa Suhadolnik. Hvala. No, jaz sem že prej omenila dva inštrumenta, ki jih imamo na voljo, to je ta kulturni sklad in projektni gospodarski sklad. Jaz bi rekla, da ne rabimo čakati na leto 2022, ampak začnemo delati korak po korak že z naslednjim letom oziroma od jeseni dalje. Kaj pomeni? Da damo instrukcijo vsem našim diplomatsko-konzularnim predstavništvom, da v določenem obdobju izpeljejo vsaj en projekt. Jaz bi rekla, za delovanje v tujini, kar seveda kolegica Barbara Podlogar 1 ali 2 dobro ve, je predvsem ustrezna pomembna kontekstualizacija. In ko govorimo o kontekstualizaciji, če se izkušamo, če želimo pripraviti recimo eno razstavo, ki bo imela potem neke spremljevalne dogodke, meni padajo na pamet dve stvari, ki jih je relativno enostavno kontekstualizirati. To je slovenska ilustracija, tako zaradi odličnosti, kot zato, ker slika pove več ali pa toliko kot 1000 besed, in na drugi strani slovenski strip. To bi bilo po mojem, seveda v sodelovanju z Agencijo za knjigo, to je lahko potujoča razstava, ki jo imajo naše ambasade, naša veleposlaništva dolžnost predstaviti na ustreznih mestih. To je recimo eno, kar lahko začnemo delati danes in to ponavljamo 4 leta do leta 2022, ko zaključimo z velikim finalom. Hkrati mislim, da je smiselno, da se ob tovrstnih dogodkih organizirajo tudi B2B srečanja. Recimo, če postavimo slovensko ilustracijo in predstavimo še našo knjižno industrijo oziroma tiskarsko industrijo, potem bi jaz rekla na tem mestu, da jim organizirati še srečanja med založniki oziroma tiskarji in potencialnimi partnerji v tisti državi. Če govorimo recimo o stripu, je to zelo podobno lahko narediti, ker se hitro poveže s filmom, ob tej priliki naj se povežejo še producenti. Skratka, vsak dogodek, ki bi bil, naj ima tako kulturno komponento kot gospodarsko komponento. Na drugi strani kulinarika je bila že omenjena in nikdar se ne ve, zmeraj lahko še kakšen protikandidat nastopi, ampak jaz sem tudi prepričana, da bomo bili mi, skratka, kulinarična regija v letu 2021. To je seveda še drugače zanimivo. Zato, ker najbrž, tako kot pravi doktor Otto Luther, da to, kar je na mizi in protokol okoli jedilne mize, lahko pove več o državi kot njihove ustave, zakone ali prepisi parlamentarnih razprav. Skratka, kulinarika je tudi ena zelo enostavna, relativno enostavno za kontekstualizirati to, od kje prihajamo. Na ta način bi si jaz predstavljala in kot že rečeno, s tem delom lahko začnemo danes. Skratka, slovenska ilustracija, strip in kulinarika, vsako globalno vas, kjer ima Slovenija svoje veleposlaništvo. V redu, gospa Štravs Podlogar, projekti, ki bi bili uresničljivi, pa če se lahko seveda nekoliko omejite. Ja, no, jaz mislim, da imamo izredno dobro izhodišče v strategiji, ki smo jo ravno potrdili, torej 5-zvezdična doživetja, to je tista tema tako na kulturnem, umetniškem, na zelo različnih področjih, ki jih to partnerstvo na Frankfurtskem knjižnem sejmu omogoča. Tako da bom zelo omejena, 5-zvezdično doživetje, ki ga bodo potem globalno, evropsko in seveda nemški trg Slovenijo tako tudi dojeli. Ok, mogoče bi lahko zastavo spremenili vsaj za tisto leto, ker tam imamo 3 zvezdice še vedno, da jih pač 2 še dodamo, ampak v redu, samo predlog. Gospa Pečnik, vaš konkreten projekt. Ministrstvo za kulturo
se bo priključilo v bistvu vsem tem aktivnostim oziroma tako ali tako sodelujemo z Ministrstvom za zunanje zadeve v Kulturnem skladu. Jaz mislim, da zelo dober primer sta bile zdaj razstavi o Plečniku in letošnja razstava o nesnovni dediščini, ki potujeta po naših veleposlaništvih in dosegata zelo pozitiven odziv in na tak način verjamem, da lahko predstavimo eno leto pač ilustracijo in eno leto stripe in še kaj drugega z področja knjige. Drugače pa na ministrstvu bomo pač vse javne zavode z področja kulture z pozivom k oddaji programa pozvali, da v letih, ki prihajajo, vsaj en projekt namenijo pač promociji slovenske kulture v povezavi z Frankfurtskim knjižnim sejmom. Drugače pa mislim, da je zelo dobro izhodišče za vse te naše pogovore pa za konkretizacijo ciljev, ki bi jih morali doseči do Frankfurtskega sejma, je pravzaprav že ta predstavitev Slovenije, ki je bila vložena, da smo sploh dobili ta prestižni naslov, kot sem že omenila, Sosed na oblaku, je zelo zanimiv izbor vsega, kar bi Slovenija morala in Slovenija že ima. Jaz moram reči tudi, da v pogovorih z vodstvom Frankfurtskega sejma nam je bilo jasno povedano, da Frankfurt ne pričakuje od Slovenije ekskurs v zgodovino slovensko, ampak da želijo, da smo proaktivni in da smo usmerjeni v prihodnost, seveda z jasnimi poudarki, da se ve, od kje prihajamo in kam gremo. Tako da verjamem, da če se bo v nadaljevanju sestavila ena vladna skupina in bo delala na tem dokumentu, ki ga je Jak že pripravil in konkretizirala konkretne predloge in projekte, da bomo na sejmu lahko zelo uspešni in da, ko boste mogoče v januarju 2023 vadili na podobno okroglo mizo pod črto, kaj nam je Frankfurt prinesel, da bomo lahko z zadovoljstvom se ozrli nazaj na leto 2022 in vsa pretekla leta priprave. Hvala za ponudbo, bomo premislili, pač tudi glede na uspeh. Doktor Matič, vaš pogled na recimo dva izvedljiva projekta na tem področju, ki bi lahko pripomogla k uspehu slovenske predstavitve? Vsekakor, kot je bilo rečeno, čim prej bo ta, ne bom rekel medresorska delovna, ampak projektna skupina začela delati in bo definirala nek okvir, se bo lažje to konkretno zastavljal. Sam bi pa šel v smeri, kot sem že nakazal, povezovanje literature, kulturne dediščine in filmske industrije. Če imamo v misli kaj konkretnega, lahko omenim nek projekt, ki je že v izvajanju oziroma v neki fazi, ki že kaže, da bo precej uspešen. To je Muzej slovenske knjige in slovenskega jezika v Štanjelu. Zdaj to nastaja po obnovi kulturnega spomenika in bo dobil tudi neko vsebino, ki sama posebej nekako se ujema s tem, kar Frankfurtski sejem pač predstavlja. To bi bil en primer dobre prakse, ampak kot rečeno, sami ste že ugotovili, bazen je zelo velik in širok in potrebno je postaviti koncept, da se ne bomo izgubili v možnosti, ki jih je veliko. Če gremo zdaj po velikosti mest od manjšega, Ljubljana, gospod Demšič, vaš pogled? Naša zgodba seveda se bo dogajala v okviru Ljubljane kot UNESCO-vega mesta literature, neposredno tudi z našimi javnimi zavodi, še posebej z Mestno knjižnico Ljubljana, največjo tovrstno knjižnico v državi s svojimi 31 enotami. Predvsem bomo skrbeli za promocijo tako kulture branja, kot knjige, kot vrednote. Hkrati pa to, kar smo zmeraj bili dostojni partneri in odlični partneri, tudi Jako in Ministrstvo za kulturo pri promociji slovenske literature. To ni naša prva izkušnja. Ljubljana je pred 2 letoma pripravlja, rečemo temu, mikrokozmos predstavitev v Puli, na enem verjetno literarno najpomembnejših sejmov v celotni regiji, kjer smo se predstavili celovito z avtorji in avtoricami mlajše generacije, tistimi, ki so bili že prevedeni v jezike na področju bivše Jugoslavije oziroma so bili na tem, da bodo prevedeni, z glasbenim programom Laibachov, z slovenskimi ilustratorji oziroma ilustratorkami, tako mlajše generacije, kot tudi starejše generacije in s fotografijo. Mislim, da je samo tako celovita, samo film nam je takrat umanjkal, tako celovite predstavitve so lahko dober model tudi za potem prenesti na tako pomembno prireditev oziroma tako pomemben dogodek, kot je Frankfurtski knjižni sejem. Je pa gotovo Ljubljana brez dvoma ena najbolj zanesljivih promotork
te participacije v Sloveniji oziroma nastopa Slovenije v Frankfurtu. Župana bo treba še prepričati, da bo začel poudarjati ne samo, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, ampak da je slovenščina najlepši jezik na svetu. Ne? Pa to bo moral malce bolj... A se boste vidva dogovorili ja, sama? Ampak to bo moral malce bolj razumljivo povedati. Dogovorjeno. Ja. V redu, še k vam, gospa Koželj Podlogar, Dunajski pogled, kaj je recimo ta en projekt, ki ga vidite, da bi lahko bil uresničen ob Frankfurtu? No, jaz bi najprej se vendarle vrnila in poudarila, da če seveda Slovenija ne bi imela tako dobro, sorazmerno dobro, pa ne govorim zdaj o sredstvih razvitega založništva, kar druge države primerljive tudi nimajo, seveda danes ne bi bili tam, kot smo. Že leta nekako tudi z lahkoto delamo literarno promocijo, bili smo ne nazadnje že glavni gostje, recimo enega tudi velikega knjižnega sejma v Leipzigu, pa v Pragi, pa tudi Bologna in tako naprej. Kar bi si ja želela, da bi vsa ta leta do finalnega dogodka seveda lahko predstavljali tudi, tako kot je bilo že rečeno, torej druge umetniške panoge. To je zagotovo ilustracija, ki je edinstvena. Potem bi si želela tudi seveda na likovnem področju, zagotovo, mislim, tukaj seveda ne gre vse. Sama vidim eno veliko možnost, pač ene velike razstave, ki morda ne bo čisto potojoča, ker se vse posod ne bo, ampak če bomo dosegli, da je v 3 največjih muzejih pred Frankfurtom, je to seveda predstavitev Ohoja, ki je nekakšen hibrid, ki vendarle ki že povezuje literaturo in likovno umetnost, ki je nekako začetnik eksperimentalne literature. Po mojih pogovorih in vedenjih je tudi za mednarodno javnost to zelo zanimiv projekt, tako da upam, da bodo strokovnjaki na tem področju vendarle tudi šli v to smer. Potem ne bo šlo brez nekega večjega političnega dogodka, mislim na ravni bilaterale, najvišjega dogodka. Mislim, da bi lahko izpostavili tudi dizajn. Sama bi si želela, da bi lahko vsaj na Dunaju nekako predstavili slovensko dramatiko. Naslednje leto vendarle nastopi kot direktor Burgteatra Slovenec, tako da mislim, da bo celo lažje. Skratka, to so neke istočnice. To je, mislim, da del njegovega programa bil, ne, da odpre seveda možnost tudi za druge jezike, tako da če ne bo predstavil slovenščini, je Martin Kuše definitivno zapravil svojo priložnost, ampak to mora biti odvisno od njega. Dobro, hvala lepa za vaše zamisli, vse je seveda zabeleženo tudi na magnetnem traku oziroma v digitalni obliki za kasnejše poslušanje, zdaj pa imate seveda tudi poslušalci in poslušalke možnost za vaše mnenje ali pa vprašanja seveda za udeležence. Ja, izvolite, Karmen. Ja, hvala lepa in lepo zdrav tudi v imenu Slovenske turistične organizacije. Danes smo bili kar nekajkrat izpostavljeni in zato se mi zdi prav, da bom rekla tudi naše stališče podamo. Sprva hvala za povabilo. Absolutno zelo ambiciozen projekt, ki ga zelo, zelo pozdravljamo. Že vrsto let sicer z Agencijo za knjigo zelo dobro sodelujemo, bodisi v Frankfurtu, bodisi v Leipzigu in vidimo ta projekt samo kot eno veliko nadgradnjo. Tako da že, bom rekla, na tem mestu, kot veste, imate v nas resnega podpornika in vidimo res ta projekt ne samo kot eno kuliso, kjer bomo ta naš skupni brand I Feel Slovenija postavili, ampak tudi sicer pozdravljamo na prvem mestu pravočasnost tega projekta. Veliki odmevni projekti, katerim smo bili pričali, na katerih smo delovali, kot so Expo ali pa podobne zgodbe, pravočasnost je tista, ki, bom rekla, nas tu lahko zelo, zelo pravočasno strezni. Na marsikaj vidimo pa tudi kaj kratkoročnost ali pa nedovoljšne priprave, bom rekla, kam nas lahko tudi pripeljejo. Tako da absolutno ni preveč zgodaj, je srednjeročno, bom rekla, naravnan projekt. Kar se tiče sporočilnosti, na velikih odmevnih dogodkih, mislim, da smo se tudi v preteklosti velikokrat naročili preveč sporočil, bom rekla, če je na enem tako zelo pomembnem dogodku, se mogoče tudi izgubimo. Postavimo 1 do 3 ključnih, bom rekla, res tistih sporočil, kjer smo najboljši na tem področju in, bom rekla, potem neke podcilje in vsi skupaj komunicirajmo eno in enako. Filmska industrija, o kateri smo danes tudi nekajkrat spregovorili, prav danes v Cannesu, tudi Slovenija
pravzaprav pozicionira kot filmska destinacija. Naj samo, bom rekla, nekaj manjših, tudi odmevnih manjših serij izpostavim, recimo korejskih serij, ki jih tako v velikem številu zdaj že produciramo v Sloveniji in kako zelo veliko popularizacijo države ti, bom rekla, ena manjša serija prinese, kaj šele neka velika, ambiciozna, bom rekla, ne vem, nanizanka film ali pa neke, bom rekla, celebrity zgodbe, ki jih lahko tudi pripeljemo v Slovenijo. Recimo. Ampak ne. Potem zelo bi rada tudi izpostavila samo še v zadnjem delu ta komercializacija. Bom rekla, tudi naše sosednje države skušajo vsak projekt res vključiti gospodarstvo. Mogoče mi toliko bolj kot neke izvajalske institucije vidimo in čutimo, torej če nas gospodarstvo čuti, če smo podaljšana roka gospodarstva, potem se ta prostor, bom rekla, odvije v pravo smer. Se pravi, ne ostanimo samo na tistih krovnih, čudovitih predstavitvah, gojenju odnosov, ki so seveda zelo, zelo pomembna, utrjevanju ugleda Slovenije v svetu, to bomo odlično opravili, tu ni dvoma, tu je kilometrina, ampak naredimo tisti korak naprej. Postavimo si cilje, tako kot je gospa Suhodolnik rekla, kaj želimo, kateri so tisti ključni sektorji ali pa področja, ki jim lahko odpremo, bom rekla, neka vrata in na osnovi katerih bo tudi naše gospodarstvo boljše delovalo. Več denarja, več GDP-ja, tudi mi bomo imeli večje koristi, javno proračunski porabniki. Skratka, da še na ta vidik res komercializacije, da vključimo v te skupine, da ne ostanemo samo na nekih državnih, vladnih, medresorskih skupinah, ampak, bom rekla, poleg strokovnjakov in vseh deležnikov, tudi ta komercialni vidik imamo nekje v ozadju. Tako. Hvala lepa in čestitke še enkrat. Hvala lepa, še kdo? Zdaj, to je stara slovenska navada, da ko je možnost kaj vprašati ali pa kaj povedati javno občinstvo, so ljudje zelo zadržani, mogoče do Frankfurta 2022 to tudi spremenimo, ampak še kakšno vprašanje? Če ne, zadnjo besedo ima vedno seveda gospa Zamida pri nas. Jaz bi ravno se tukaj navezala na kolegico Karmen Novarlič in bi izpostavila, da je Nova Zelandija, ko je bila častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma, do te odločitve je prišlo bolj ali manj v zadnjem momentu, bom jaz zdaj rekla, sploh glede z našega stališča in sicer 2 leti pred samim nastopom, kar je res veliko prepozno, ampak oni so potem vse stavili v povezavi z gospodarstvom na kreativne industrije in dejansko se je potem šele 2-3 leta po tem častnem nastopu izkazalo, koliko poslov na tem področju je bilo sklenjenih med nemškimi naročniki in novozelandskimi ponudniki. Tako da vsekakor so tukaj tudi konkretne priložnosti za gospodarstvo in jaz si res želim, da jih bomo poskušali skupaj izkoristiti in ravno zato se mi zdi pomembno, da res vsak sektor zase identificira neke možnosti, ki bi jih rad realiziral skozi ta projekt. Nič nismo danes rekli, pa se mi tudi zdi zelo pomemben vidik pri načrtovanju te predstavitve in to so slovenske manjšine, ki jih je prav tako potrebno nekako povezati v ta projekt. Ogromno izjemno kakovostne literarne ustvarjalnosti se tradicionalno dogaja recimo na avstrijskem Koroškem, tam imamo tudi veliko slovenskih avtoric in avtorjev, ki so prepoznavni v svetovnem merilu, prav tako pa tudi ne gre zanemariti slovenske manjšine v Italiji, Prekmurja, Porabja, hrvaškega zamejstva, tako da tudi to se meni zdi en zelo pomemben vidik in tudi upam, da bomo tudi tukaj z MZZ-jem in z uradom za zamejce pravzaprav delovali tudi v tej smeri, da tukaj nekaj sestavimo in pripravimo. Sicer pa bi za konec seveda povedala, da daleč od tega, da smo trenutno samo v fazi pogovarjanja, ogromno stvari se že dogaja, ogromno stvari je bilo narejenih, ogromno B2B srečanj smo že realizirali in jih realiziramo tudi naprej, ker to je na neki ravni vseeno ključno, kljub temu, da gre za nek globalen projekt, kljub temu, da lahko na abstraktni ravni govorimo o teh in drugačnih sodelovanjih, vseeno je ključno, da pripeljemo prave ljudi skupaj, ker kljub globaliziranemu svetu, v katerem živimo, se še zmeraj večina zgodb odvije na osebni ravni in z osebnimi kontakti in z osebnimi pristopi in z osebno diplomacijo
ki mislim, da je tudi pri tem projektu ključna. Na koncu bi vas pa seveda vse povabila še k temu, da si, če ne boste mogli dogodkov obiskati v živo, vsaj pogledate posnetke tudi prihodnjih 3 posvetov, ki nas še čakajo na temo Frankfurta, torej eden, ki je bolj marketinško, tudi v smislu znamčenja države naravnan, pa tudi v smislu celostne grafične podobe, slogana in podobnih razmislekov, in eden, ki bo povezoval različne sektorje v kulturi, torej gledališče, film, sodobni ples, slikarstvo, fotografijo. Zaključili bomo pa z recimo temu core biznisom tega projekta, in to je z založniki na založniškem kongresu, in na ta način bomo s temi 5 posveti nekako zaobjeli en spekter vsebin in vprašanj, ki jih bomo, verjamem, da skupaj uspešno zastavili, na nje odgovorili in predstavili v naslednjih 4 letih. Hvala. Najlepša hvala, hvala lepa seveda vsem udeleženkam in udeležencu posveta in seveda hvala tudi za vaše zelo konkretne predloge in razmišljanja, ki bodo seveda v pripravah na Frankfurt 2022 prišla zelo prav. Hvala torej za sodelovanje in pa hvala seveda tudi vam za vašo prijazno pozornost in še lep preostanek dneva.